Danes v Pomurskem dnevniku stanovalce preselili v telovadnico. Priljubljena gostilna zaradi ukrepov v bankrot. Težave z usposobljenim kadrom. Svetovni dan romskega jezika. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V socialno-varstvenem zavodu Hrastovec je prišlo do izbruha okužb s koronavirusom. Okuženih je že 41 stanovalcev in 20 zaposlenih, bojijo pa se, da se bo okužba še širila. Včeraj so zato začeli s premeščanjem zdravih stanovalcev v športno dvorano, da bodo lahko v Hrastovcu razširili rdečo cono. Pred 2 tednoma so na varovanem oddelku v socialno-varstvenem zavodu Hrastovec zaznali prvo okužbo s koronavirusom. V 2 tednih se je okužba razširila po ostalih enotah, zato se je sestal krizni tim. Tako smo seveda v dogovoru z lokalno skupnostjo, občina Lenart, predstavniki civilne zaščite in tudi z našimi kriznim načrtom oziroma kriznim timom dogovorili, da selimo stanovalce v športno dvorano Voličina, zdrave stanovalce, medtem ko bomo tukaj v tej enoti, kjer pač so sedaj bili ti stanovalci, naredili rdečo cono. Priprave na selitev zdravih stanovalcev so se začele že pred 2 dnevoma. Zaposleni v zavodu na občini, pripadniki civilne zaščite in prostovoljci so pripravili vse potrebno, da so lahko začeli z nameščanjem zdravih stanovalcev. Poleg prostorov je naš režijski obrat poskrbel tudi za namestitev postelj in zaščitnih oblog v sami dvorani in pri montaži predelnih sten. V tem fizičnem smislu je naš režijski obrat pomagal. Ostalo pa bistvo zavod z svojimi uslužbenci te stvari ureja. Vkolikor pa bo potrebno, bomo pa seveda v skladu z možnostmi tudi pristopili, če bo kaj potrebno. Na sedežu zavoda v Hrastovcu bodo tako poskrbeli za 3 rdeče cone, so pa pripravljeni tudi na občini, kjer so zagotovili dodatne objekte za namestitvene kapacitete. Športno dvorano v Voličini in športno dvorano v Lenartu. Seveda in na voljo sta še recimo 2 kulturna doma, če bi bilo potrebno. Vseh 53 stanovalcev, ki bodo nameščeni v športni dvorani v Voličini, bo v enem prostoru, zaposleni v zavodu pa bodo poskrbeli, da se bodo počutili kar najbolje. Mi bomo zagotovili v Voličini 24-urno pokritost, kar pomeni, da ne bodo nikoli sami. Bomo tudi zagotovili, da bodo šli na sprehode, ampak nikoli sami. Stanovalci v socialno-varstvenem zavodu Hrastovec so sicer vajeni dotikov in objemov, zato je še toliko težje preprečiti širjenje virusa v ustanovi in jim pojasniti, da se je situacija spremenila. In tudi ima nek pristen odnos med sabo oziroma tudi do zaposlenih. In zdaj naenkrat, ko jim rečemo, zdaj pa morate biti tu notri, ne morete več se rokovati, ne morete se več objemati, ne več dotika, ker njim ta človeška bližina zelo veliko pomeni, je seveda to zelo težko. Situacija v Hrastovcu je stresna tako za stanovalce in zaposlene, zato vsi z negotovostjo zrejo v prihodnost in upajo, da jim bo uspelo zaustaviti širjenje virusa. Kolektiv gostilne Menciger je na družbenem omrežju sporočil, da zaradi koronskih ukrepov države več ne morejo poslovati. Poglejmo, kaj je ob tem povedal Matej Štefanec, ki je gostilno vodil zadnjih 10 let. Dejansko odločitev ni bila naša. Odločitev je zaprtje vseh gostiln po državi. Problem se pojavi pri vračanju te denarne pomoči kot nadomestilo plač. To je to. Problem je v tem, da smo dejansko dosegli promet v vrednosti 80% lanskega prometa. Mogoče v naši izjavi, ki je bila napisana na Facebooku, mogoče malo skrito zapisano, da dejansko smo delali dobro, po našem optimističnem razmišljanju. Dejansko je promet manjši za 20%, žalostno je samo to, da smo presegli doseženi promet za nekje 1%. In to nas pomeni avtomatski, da moramo vračati vso denarno pomoč za vse zaposlene in za nosilce dejavnosti. So nam svetovali, da je najboljše, da se zapre. Smo pa ugotovili ta teden dejansko, da smo ta znesek že presegli. Kako to odplačevati, pa ne vem. Ker smo lansko leto imeli kar veliko investicijo. To je posledično povzročilo, da smo promet končali, mislim, dejansko poslovno leto končali v minusu.
kar pomeni letošnje leto smo nesposobni kreditno, tako da bo se pojavil problem, ko bo trebalo vračati vsa ta denarna sredstva, je situacija skoraj brezizhodna. V splošni bolnišnici Murska Sobota je po sedanjih podatkih glede na število prebivalcev največ hospitaliziranih bolnikov obolelih za COVID-19. Zaradi okužb med zaposlenimi se ukvarjajo s pomanjkanjem kadra. Poglejmo. Morda najprej povem, da smo pravzaprav takrat marca že zelo resno pristopili k spremembi organizacije na področju zdravstvene nege in doslej res s svojimi kadri pokrivali vse, kar je pač prinesel COVID. Najprej tisto prvo delovišče, sedaj pa, ko je številka bolnikov tako velika, pa vsa ostala delovišča. Ker je prišlo do zbolevanja naših zaposlenih, smo se soočili z kadrovskim problemom, predvsem na področju zdravstvene nege in pozvali vse koncesionarje, ves primarni nivo, torej vse 4 zdravstvene domove in vse ostale izvajalce zdravstvene dejavnosti, da nam s svojim kadrom pomagajo. Doslej so nam pomagali zdravstveni dom Murska Sobota s 3 diplomiranimi medicinskimi sestrami, potem zdravstveni dom Lendava z enim, zdravstveni Gornja Radgona in pa psihiatrična bolnišnica Ormož. Ta pomoč je izjemno dobrodošla, saj so nam dali diplomirane medicinske sestre, ker nam v tem trenutku najbolj primanjkuje ravno tega kadra, ki zna obravnavati in negovati kritično bolne bolnike. Ta problem pomanjkanja tega kadra je prisoten v vseh slovenskih bolnišnicah, enako je tudi pri nas. Ob svetovnem dnevu romskega jezika v Zvezi Romov Slovenije vedno znova opozarjajo na pomembnost ohranjanja romskega jezika. Kot pravi Jožek Horvat Muc, ga mlajše generacije uporabljajo vse manj. Romski jezik se vse manj uporablja, se ga vse manj torej tudi raziskuje, se ga vse manj tudi zapisuje. Tako da tudi recimo starejše generacije, predvsem romski lingvisti, romologi, ki na tem delajo, jih je vse manj. So to že starejši ljudje, ki se ali s tem ne ukvarjajo, nekateri so tudi umrli, nekateri pač ne zmorejo več tega. Tako da je vse manj teh poznavalcev in seveda mladi pa se zelo malo s tem ukvarjajo. Tako da opažamo, da ne samo v tem kontekstu, ampak tudi vse manj je uporabljen govorni romski jezik in tu je neka skrb zaradi tega. Stanje v soboškem domu starejših se umirja, so se pa nove okužbe zdaj pojavile v matični enoti in v Svetem Juriju. Vodstvo doma starejših Rakičan sporoča, da se je v centru za starejše Murska Sobota stanje umirilo. Tako so vsi zaposleni negativni in že nazaj na delovnem mestu, pri stanovalcih pa imajo še 5 pozitivnih, od tega sta 2 nameščena v bolnišnici. Glede na stanje okužb pri stanovalcih in nova navodila pa pričakujejo, da bodo ti stanovalci kmalu premeščeni v tako imenovano belo cono, saj se bo izteklo obdobje izolacije. Žal pa se je pojavila okužba v enoti Elizabeta v Svetem Juriju, kjer je stanje po prejetih rezultatih testiranj 22 okuženih stanovalcev in 6 okuženih zaposlenih. Vse aktivnosti so že izvedene, vzpostavljena je tudi tako imenovana rdeča cona v delu stavbe, v preostanku je vzpostavljena siva cona. Tudi od pojava okužbe v matični enoti v Rakičanu so zdaj testiranja potrdila nove primere. V Rakičanu je tako 10 okuženih stanovalcev, od teh je 1 oseba v bolnišnici. Okuženih je tudi 5 zaposlenih. Tudi tam je zdaj vzpostavljena rdeča cona ter sive cone, glede na dodatne rezultate testiranj pa bodo območja con prilagajali nastali situaciji. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po kotlinah osrednje Slovenije nekaj megle in nizke oblačnosti, več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 18 stopinj Celzija. Popoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 9, v Murski Soboti, Radencih in Lendavi pa 11 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po kotlinah osrednje Slovenije nekaj megle in nizke oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 1 do 3, dnevne pa okoli 12 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo jasno, zjutraj bo ponekod slana in po nekaterih nižinah megla. Temperatura v naših krajih se bodo zjutraj gibala od 0 do 2, dnevne pa od 8 do 13 stopinj Celzija.
Vse to smo vam danes pripravili v Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.